Živijo, dobrodošli v prostorih Maske, kjer danes predstavljamo in se pogovarjamo o knjigi o oblasti v arhitekturi, ki je pravkar izšla oziroma sozaložništvo Maske in društva Igor Zabel. Knjigo pa je uredila in besedila zanjo izbrala Mateja Korir, ki je danes z mano. Živjo, Mateja. Živjo, Gregor. Pa bi mogoče kar začela, jaz povem samo še besedo dve v pojasnilo. Midva se danes oblečena kot arhitekta, vsaj Mateja je oblečena kot arhitektka, jaz ne vem, kaj točno sem, ampak v resnici je Mateja filozofinja. Tvoje doktorsko delo se loteva vprašanja grozljivega v arhitekturi, k temu se bova še vrnila, ampak začnimo mogoče kar s tole čudovito knjigo, ki je tudi, to moram priznati, kot izdelek izjemno čudovit, čestitke tebi in oblikovalcu Ajdinu Bašiču, pa bi mogoče kar prebral prvi stavek iz tvojega uvoda, ker se mi zdi odličen začetek najinega pogovora. Arhitektura je od svojih začetkov ena od odločilnih manifestacij oblasti. Pa me mogoče zanima res za začetek, ker tole, Mateja, v kakšnem smislu oziroma na kakšen način se oblast izraža skozi arhitekturo? Hvala za vprašanje. Torej, arhitektura je ena od odločilnih manifestacij oblasti in to je ena taka, lahko bi rekli, splošno znano dejstvo po eni strani. In filozofiji je dana ta naloga, da preoprašuje ta splošno znana dejstva. Arhitektura, ko se je začela, je bila vselej neka vednost, ki je gradila zavetišča, zavetje za človeka, potem pa je postala tudi vednost, ki gradi na tem, da oblikuje lep, dovršen prostor, in kot taka je vselej sodelovala dejansko z oblastjo, z vladajočimi strukturami. V kanon arhitekture se opisujejo dela na ravni javnih arhitektur, ki so bila ali svetišča, recimo atenski Partenon, rimski Panteon in druga do cerkva, pa tudi zgradbe civilne arhitekture, od Koloseja, prvega zabavišča, tako znanega, do vseh drugih, do današnjega časa, recimo gledamo Olimpijske igre, to slavni stadion v Pekingu. In vselej je dejansko arhitektura interpretirala ta družbena razmerja in je postavljala oblast v prostor kot neko obliko dominance in je vedno interpretirala tudi obstoječe razmerje, tako da je oblast izkazovala kot to vladajoče, kot to dominanto v prostoru. Tako, čisto direktno, če rečem. Po eni strani se mi zdi očitno, da recimo, ko govoriva o teh objektih, ki si jih omenjala, o Koloseju, o gradovih, o cerkvah in tako naprej, tam se mi zdi, da je zelo jasno, da oblast tudi hoče se pokazati vsem svojim veličastjem. Kaj pa recimo ceste ali pa mostovi ali pa kakšna taka arhitektura, ki na nek način zveni povsem funkcionalno na nek način? Gre zgolj za to, da pač lahko pridemo od točke A k točki B, nič drugega. Ničesar drugega nočemo izreči. Na nek način sprašujem, kaj je za to funkcionalno arhitekturo? A je tudi mogoče reči, da izraža oblast, oziroma da se oblast izraža skozi njo ali ne? V bistvu te sprašujem potem, a sploh obstaja zgolj funkcionalna arhitektura? Torej, v 20. stoletju je obstajala znotraj modernistične arhitekture izjemno močna struja, ki se je rekla prav funkcionalistična arhitektura. A je bila res funkcionalistična? V smislu, a je res zgolj pripeljala ljudi od točke A do točke B? Zdaj, eno je, ko govorimo o funkcionalistični arhitekturi, drugo je pa, ko govorimo o tako imenovanih infrastrukturah, kot so mostovi, ceste in tako naprej. In to velja verjetno tudi podčrtati, da vsaka stavba, vsak poseg v prostor ni arhitektura. Arhitektura je ravno ta presežek, ta nekaj več, to, da je ena vednost, ki oblikuje prostor na specifičen način in oblikuje prostor v njegovi neki dovršeni obliki, v nekem presežku. Ni vsaka stavba žal arhitektura in o tem recimo piše tudi v tem zborniku Hilde Hennen, ko pravi, da oblast v arhitekturi na neki prvi ravni se vedno kaže tako, da arhitektura zaseda nek prostor, ampak večina ljudi tudi nima te možnosti, da ves čas naseljuje dejansko tako stavbo, ki ji lahko rečemo arhitektura. Se pravi, na nek način arhitekti nikoli ne bi trdili, da je favela, da je to nek arhitekturna rešitev, da je to sploh sodi v naše... Mi imamo rekance, favela sploh ne obstaja.
Težko bi to rekli, da je favela arhitektura. Po drugi strani pa Marjetica Potrč pravi, da je 99% arhitekture na svetu narejene, tako da arhitekti niso zraven sodelovali. To so danes zelo seveda razširjene favele ali pa gated communities, ker pa pride ravno do tega spet vnosa oblasti v prostor, ko se prestižnejši dejansko ogradijo od druge družbe, ki jo nočejo videti in živijo v enem ograjenem paradižu, kjer veljajo njihova pravila. In te gated communities so včasih seveda bile neka realnost za obe Ameriki, vedno pogosteje pa vidimo tudi pri nas. Tako da ja, tale ločnica med arhitekturo in nearhitekturo je zelo difuzna. Lahko pa rečemo, da je arhitektura ena specifična vednost, ki se je kanonizirala ravno s to povezavo z oblastjo. Ves čas, ko so oblastniki v bistvu vlagali v arhitekturo, se je arhitektura lahko tudi uresničila, ker je ena oziroma edina verjetno umetnost, ki praktično brez mecena, brez investitorja ne obstoji. Ok, super. Zdaj pa, Mateja, imam jaz zate eno težko vprašanje. In sicer me zanima, gledaj, ko si delala in pripravljala to knjigo, v resnici je ta knjiga nastajala leta, če jaz prav razumem. Kurirala si, če smem, prirejala simpozije o oblasti v arhitekturi v sodelovanju z društvom Igor Zabel in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Dolga leta in tam zbirala pač najboljše govorce, najboljše tekste, ki so zdaj pravzaprav na nek način rezultirali v tem čudovitem izdelku, ki ga držim zdaj v svojih rokah in se tresem od oblastniške strahospoštljivosti. In težko vprašanje zate je pa tole, a je tako knjigo sploh mogoče predstaviti v nekaj kratkih besedah za en ljubek video? Seveda. Ok, izziv je tukaj. Ta knjiga prinaša eseje in intervjuje s 14 avtorji, tako domačimi kot tujimi, ki premišljajo odnos med arhitekturo in oblastjo iz 3 različnih filozofskih perspektiv, in sicer materializma, fenomenologije in poststrukturalizma. Vsak prispevek tudi prinaša več praktičnih primerov, ki ponazarjajo to razmišljanje o tem preseku, torej o arhitekturi in oblasti. Prispevke pišejo arhitekti, arhitekturni zgodovinarji, arhitekturni teoretiki in tudi filozofi. In vselej izhajajo iz njih drugih referenc. Torej gre za eno interdisciplinarno delo, ki ima različne izhodišča premisleka in zato tudi prinaša raznovrstne odgovore na to vprašanje, kar je en izmed večjih atributov te knjige. Nima enega odgovora na to, kakšen je odnos med oblastjo in arhitekturo, ampak jih prinaša množico. Super, odlično. To je definitivno knjiga, ki jo bomo ta hip šli kupiti v knjigarno in jo prebrali z užitkom in o njej debatirali verjetno tudi še dolga leta. Hvala lepa za ta pogovor. Zdaj pa mislim, da res ne smeva več zadrževati gledalk in gledalcev, poslušalk in poslušalcev, ki v nizkem štartu čakajo, da bodo lahko stekli v knjigarno, pa to knjigo si jo kupili in jo prebrali še pred poldnevom. Hvala, Mateja. Hvala.